Lep pozdrav vsem, ki ste se nam danes pridružili na, bi rekel, že rednem webinarju skladov Save Infond. Z vami sva Aleš in Aleš. In če se ozremo nazaj na pretekle mesece na finančnih trgih, je bilo dokaj pestro, od vojne v Iranu in, bi rekel, naftnega šoka do, bi rekel, krže euforije na področju umetne inteligence in pa, bi rekel, prihod novih podjetij na borzo na čelu z SpaceX, ki nekako še dvigujejo temperaturo. Cilj tega webinarja je, da skušamo razumeti, kaj se dogaja in kaj to tudi pomeni za vlagatelje, kako se naj odzivajo, bi rekel, v takšnem okolju. Zdaj pa, če začneva kar za prvo sliko, bi rekel, verjetno je marsikoga presenetilo dogajanje v letošnjem letu, torej kot vidimo na grafu, izjemni donosi, bi rekel, globalnih delnic, torej do nekje sredine junija so pridobile skoraj 15%. Seveda glavno gonilo, kot sem že omenil, informacijska tehnologija, skoraj 35% donos in rekel, glede na dogajanje, da smo imeli rekel, to vojno v Iranu, naftni šok, zaprtje Hormuške ožine, dokaj presenetljivo, ampak nekje od konca marca imamo izjemen vzpon in bi rekel, to je dokaj tipično za finančne trge, ne? Torej, ko je največja tista negotovost, ko marsikateri vlagatelj razmišlja, da bi nekako zapustil delniške trge, ravno takrat dobimo tiste najvišje donose. Kaj meniš, Aleš, te presenetil razplet v letošnjem letu? Ja, dejansko je šlo za en taki klasični primer, kako lahko čustvene reakcije ostalih obrneš sebi v prid ali pa nasproti sebe. In še enkrat več se je izkazalo, da sta strah in pohlep tista dejavnika, ki na kratek rok premikata trge. In zdaj, kaj je tu glavno sporočilo za vlagatelje? Tisti vlagatelji, ki ostanejo v takih trenutkih mirni, naredijo največ za svoj donos. In kdor je ostal seveda investiran v teh najtežjih trenutkih, je bil letos nagrajen. In vodilno vlogo pa so pri tem odboju so pa imeli delnice iz sektorja informacijske tehnologije, kot si lepo omenil prej. Če gremo na en izmed ključnih dogodkov letos, torej ta eskalacija v Iranu, bi rekel, je sprožila neko zaskrbljenost, da bodo cene nafte poletele v nebo, ki bodo posledično tudi dvignile inflacijo. Zdaj, mi da smo na prejšnjem webinarju nekako ugotavljala, da ti, bi rekel, geopolitični šoki navadno niso pustili nekih dolgoročnih posledic in se mi zdi, da gremo tudi zdaj v tej smeri. Kakšno je trenutno stanje krize? Res, tudi zdaj se je izkazalo, da so ti dogodki bolj kratkoročne narave in tako je bilo tudi tokrat. Nafta, Brent, oziroma cena nafte je tudi dober indikator te intenzivnosti tega konflikta in tudi cena nafte, Brent, če je bila slab mesec nazaj še skoraj $120 za soček, je zdaj že pod $80 za soček oziroma je šla že na tiste ravni, ki so bile pred to geopolitično krizo. In zdaj, kaj vlagatelji, kaj se iz tega lahko naučijo? Za njih je ključno to, da so te geopolitične krize so običajno na trgih, tako si sam rekel, zelo kratkotrajne in če se vlagatelji tu odzovejo čustveno in pa panično ob naslovnicah, seveda, ki spremljajo take dogodke, naredijo najslabša možno stvar za svoj portfelj. Dobro. Kje pa vidiš ceno nafte prihodnje? Ja, glej, v primeru, da se ta normalizacija nadaljuje in da ni nadaljnjih eskalacij, me ne bi presenetilo, da bi prišla nafta tudi na raven okoli $60 na soček. In tudi tukaj smo res lahko optimisti, če pride do tega scenarija, ker bo tudi nižja cena nafte bo pozitivno vplivala na svetovno gospodarstvo, pa tudi na svetovnega potrošnika. Dobro, če gremo naprej, se pravim, tema, ki nekako ostaja z nami v zadnjih letih, je inflacija. Pred pandemijo, pred letom 2020 ni bila težava, prej je bil nasprotni problem, prenizka rast cen. Zdaj pa, kot vidimo, nekako vztraja z nami. Tukaj imamo dva grafa, na levi strani vidimo ZDA, na desni stanje v evroobmočju. Vidimo po tistem visokem skoku cen inflacije in rasti cen v letu 2022 se nekako umirila, ampak vztraja pad na tema 2%. Ali bodo zdaj te cene, nižje cene nafte dovolj, da se končno poslovimo od problema inflacije? Ja, pomembno je tukaj, da smo iskreni in da povemo, da so vsi scenariji v igri, tu sem malo bolj zadržan,
Ampak sigurno pa je pozitivno, ne, da se cena nafte znižuje in se bo v bodoči inflaciji ali pa v inflacijskih pričakovanjih se bo sigurno odrazilo in tudi odrazilo se bo v višjem razpoložljivem dohodku gospodinjstva. Ampak tu imamo zdaj en dejavnik, ne, da kljub takim zahtevnih pogojih je ameriško gospodarstvo izredno močno in je izredno odporno in tudi to kaže na njihov zelo močen trg delovne sile, ne. In ne nazadnje, tudi če bomo imeli izrazito negativen scenarij v primeru povišane inflacije, se pa moramo zavedati, da imamo en dokaj enostaven recept za zaščito pred inflacijo. In je ta recept je deloval tudi v obdobju od leta 1979 do 1981, kot tudi ne nazadnje 4 leta nazaj, leta 2022. In najboljša zaščita pred inflacijo so delnice. Res je, na srednji rok, dolgi rok, brez težave, na kratek rok se mogoče ne izkažejo takoj, ampak recimo v letu 2022 se je sektor energije izredno dobro izkazal, v kasnejših letih pa celoten trg. In to pomeni, nauk je ta, delnice so najboljše zavarovanje pred inflacijo. Tu se strinjam, ja. Dobro, gremo druga tema, ki nekako dominira, pa je seveda ta euforija, optimizem okrog umetne inteligence. Ti upravljaš sklad Infond Tehnologija, letos znova izjemni donosi. Glavni razlog, kot sem rekel, umetna inteligenca, pač podjetja, ki delujejo v tem ekosistemu. Kaj se zdaj dogaja na tem področju? Ja, dejansko ta zgodba o umetne inteligence se še pospešuje in tudi podobno se dogaja z infrastrukturo za umetno inteligenco, kar so podatkovni centri. In tukaj imamo dejansko pospešek pri investicijah v infrastrukturo in vemo, da potrebujemo za delovanje umetne inteligence ogromno računske moči, ki pa jo zagotavljajo podatkovni centri. In ti podjetja, tako imenovane hyperscalerji, ogromno investirajo, kot vidimo, skoraj 700 milijard bojo letos investirali v infrastrukturo umetne inteligence. In zdaj pa kdo bo pa od tega največ zaslužil, ne? Največ bojo pa od tega zaslužili proizvajalci polprevodnikov, kot so tukaj navedeni, dobre pol milijarde dolarjev gre direktno iz žepa hyperscalerjev v žep proizvajalcev polprevodnikov, kar je izjemna številka. In to se je lepo odrazilo pač tudi na trgu in zato so te delnice res prosperirale v zadnjem obdobju. Ja, res je. Letos, bi rekel, najbolj zaslužna pa glavnina donosa so res ustvarila podjetja z področja polprevodnikov, tako da to je tisto gonilo. Dobro, zdaj pa ta dogodek, ki sem ga tudi omenil, torej eden ključnih dogodkov letos na finančnih trgih, prihod novih podjetij na borzo. Zdaj kot prvo smo dobili SpaceX, torej podjetje Elona Muska. Gre za največji IPO v zgodovini. Torej zbrali so kar 75 milijard dolarjev, torej pri prvi javni ponudbi svojih delnic, kar je krepko več, kar je bil dosedanji rekord saudskega Aramcota, ki je zbral malenkost manj kot 30 milijard. Zdaj, v preteklosti so vedno bili prihodi, bi rekel, podjetij, kot neka nova tehnologija na borzo, kot znak že malo pregrevanja ali pa neke euforije. Kako ti to vidiš? Smo že zdaj tam, je že to mogoče nek znak, da ta cikl šel predaleč? Ja, res je, ampak to število še ne kaže, število novih IPO-jev oziroma število IPO-jev ne kaže, da bi bili v nekem pregretem okolju, ampak kaže pa vrednotenje, ne, SpaceX-a, pa dejansko gre za stratosfersko vrednotenje, ekscesno vrednotenje, ampak večina Muskovih naložb ima, bi rekli za nas finančnike, ekscesna vrednotenja, ne. In tudi dejstvo je, da Muskove naložbe funkcionirajo precej drugače kot ostala podjetja in tudi včasih za njih ne veljajo določene zakonitosti, ampak na koncu se bodo sigurno vlagatelji spraševali, kje so dobički, ne, in vlagatelji zanimajo dobički, zanimajo dividende, nekatere obljube, ampak po določenem obdobju pa moraš pokazati rezultat. In to je dejansko, gre za stavo na Muska in zdaj, če podjetje kotira pri 130-kratniku prihodkov, gre res za ekstremno visoka pričakovanja in tudi to podjetje je zdaj šesta največja javna družba v Ameriki. Ja, je pa zanimivo, ne, da bosta letos še dva zelo zanimiva IPO-ja, ne, OpenAI, ker ima
klepetalnik ChatGPT, in Anthropic, ki ima izjemen klepetalnik Claude, ne? Oba nekje blizu milijarde vrednosti. Približno vrednotenje bo okoli milijarde, ampak zdaj nauk za vlagatelje po mojem mora biti ta. Pogledali smo statistiko in vidimo, da ko pridejo delnice na borzo, torej v obliki prve javne ponudbe oziroma IPO-ja, približno v prvem letu, odkar so na borzi, padajo v povprečju 55% od svojega vrha. In to pomeni, zdaj, če apliciramo na SpaceX, tisti, ki bi radi recimo kupili SpaceX po ceni, in če bo ta statistika veljala tudi za SpaceX, recimo, če je SpaceX dosegel vrh pri vrednosti okoli $200 za delnico, potem vidimo 55% nižje, kje je ta vrednost, kjer bi lahko kupili to delnico. Teoretično, če se ta scenarij zgodi, to je okoli $90 za delnico, kar je občutno manj, kot pa je zdaj. Bomo pa videli, ali se bo to realiziralo. Ne bo prav zanimivo spremljati. Dobro, bo še zanimivo. Ne, vse, ko si omenil, ne, več kot 100-kratnih prihodkov, to ne dobičkov, ampak prihodkov, ne, to si je težko predstavljati, kako visoko vrednoti, ampak tu kupuješ prihodnost. Recimo, zanimivo, ko je prihitev Amazon za moče kakšen dan po vrednosti, Amazon kotira pri 20-kratniku dobička, ne prihodkov. Ne. Tako da pa tudi ustvari preko $700 milijard prihodkov Amazon, medtem ko pa SpaceX lani manj kot $20 milijard. Tako da je zanimivo, kar je euforija, ampak tako kot pravi statistika, bo še kar volatilna ta delnica v prihodnjih tednih in mesecih. Dobro, zdaj, če nadaljujemo, mogoče po moje najpomembnejši graf ali pa slika, da nekako umirimo te strahove glede balona, ki se pač v zadnjih letih pojavljajo, ali smo že v balonu na delniških trgih, predvsem znotraj tehnološkega. Jaz mislim, da je to glavna razlika v primerjavi z 90-imi, da nekako gonilo trgov danes je poslovanje podjetij, vsaj večine, so tudi izjeme, ki jih nekako poganjajo to rast dobički podjetij. Tako da se strinjaš s tem? Ja, dejansko ne morem druga reči, kot pa da se strinjam, ker rast dobičkov je izjemna in tudi pričakovanja so običajno, podjetja dajo še boljše napovedi, kot so bili sami rezultati. In tu imamo argument za to rast, da ta rast ni na trhlih nekih temeljih. Ampak kljub temu pa moramo biti previdni in se ne preveč zaganjati v te vroče zgodbe. Dobro. Mogoče za konec, tisto najpomembnejše, da gremo nekako v zgodovino pogledati, če malo postavimo trenutno dogajanje v neki zgodovinski okvir. Tukaj imamo na grafu vse pretekle, bi rekel, na ameriškem trgu od leta 1956, vse pikovske in medvedje trende, torej, bi rekel, vzpone in padce ameriškega delniškega trga. Kje smo danes? Kje se nahajamo, glede na zgodovino? Ja, zdaj tu dobro je, da si pomagamo statistiko, oziroma statistika je lepo predstavljena in je statistika na strani potrpežljivih in tistih, ki so ves čas investirani, seveda. In tudi, kot vidimo, da ti bikovski trendi trajajo nekje v povprečju okoli 5 let in prinesejo okoli 150% donosa, medvedji trend pa je precej krajši, so približno okoli leta dni, pa upad znaša nekje tretjino. In absolutno, moramo pa reči to, da so krize oziroma recesije oziroma medvedji trendi so vedno boleči, ampak so začasni. In trg si je tudi, kot vidimo po tej grafiki, da si vedno pomogel po vsakem padcu in je dosegel vedno nove vrhove. In tudi trenutno pa smo v nekem zrelem, če si pomagamo z grafiko, v nekem zrelem bikovskem trendu. In tudi primerjava z temi 90-imi leti nam kaže, da so vrednotenja, to je ključna razlika, da so vrednotenja občutno ugodnejša, kot so bila takrat, in tudi podjetja imajo dosti bolj zdrave bilance in tudi rast dobičkov je občutno višja. Dobro, tako da jaz mislim, da na tem mestu lahko zaključimo, tako da če mogoče sam nek kratek povzetek. Trgi so res da na novih vrhovih, ampak to bi rekel, da je za delniške trge dokaj nekaj normalnega, ogromno časa preživijo na novih vrhovih. Na novih vrhovih so zaradi seveda umetne inteligence, ki poganja to rast, je pa za razliko od 90-ih, bi rekel, najbolj zaslužno za to rast je predvsem poslovanje podjetij, torej dobički podjetij, ne pa toliko, bi rekel, povišana vrednotenja. Z tega vidika smo mi še, bi rekel, dokaj mirni. Vse, kot smo videli, so tudi pretiravanja, kot smo videli na podjetju SpaceX in zelo visoka pričakovanja, ki
ali se bodo ali se ne bodo uresničila. Kratkoročno lahko pričakujemo kakšna nihanja, predvsem po taki strmi rasti je, čisto običajno, da imamo kakšne popravke, ampak tisti, glavni cikl, ta pozitivni trend pa po našem mnenju še ni zaključen. Okolje še ostaja naklonjeno delnicam. Kar pa za konec najpomembnejše, jaz bi rekel, vsak vlagatelj naj se posvetuje svojim finančnim svetovalcem in naj izbere sebi primeren portfelj glede, tako kot je že Aleš dejal, glede na svoje cilje, glede na svojo, nagnjenost k tveganju. Sam vedno menim, da najboljši portfelj je tisti, kjer spiš brez težav po noči, ne glede na to, kaj se dogaja na trgu, in to naj bo tudi, vodilo našim vlagateljem. Hvala za vašo pozornost, pa se vidimo naslednjič. Lep pozdrav.